Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri. Univerza na Primorskem in Center za razvoj in prenos znanja sta v ponedeljek organizirala dogodek Inovacije in pika. Namen je bil predstaviti pomen inovacij za raziskovanje in razvoj ter povezovanje različnih deležnikov z akademskim raziskovalnim okoljem, lokalno skupnostjo, občinami in predstavniki gospodarstva. Predvsem je pomembno, da smo aktivnejši pri pogovarjanju o inovacijah, zato ker imamo zadnjih nekaj mesecev v Sloveniji Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Tudi naša raziskovalna agencija se je preimenovala v javno agencijo za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost. To kaže na to, da smo se v državi ozavestili, da je pomembno inoviranje. In seveda so tukaj univerze izredno pomembne in tudi veliko priložnosti za financiranje bo, tako za študente, za razne so push projekti zdaj bojo čez teden, dva bojo rezultati, kakor tudi za naše profesorje raziskovalce. In pokazali smo v preteklih letih, da tiste najboljše inovacije, ki smo jih na naši univerzi dosegli, so plod interdisciplinarnega povezovanja. Direktor Primorske gospodarske zbornice je na srečanju poudaril inovativno razmišljanje, ki temelji predvsem na opazovanju in izpostavil, da je sodelovanje gonilo za podjetništvo in inovacije. Inovacije so posledica inovativnega razmišljanja. Kaj pa je inovativno razmišljanje? Kaj je razlika med podjetništvom in podjetnim, biti podjeten? Ali pa biti inovator ali biti inovativen? Moje generacije, ki se od vaše loči po tem, da smo mi telefonsko številčnico vrteli tako, vi jo pa sploh nič, nam niso znali povedati te razlike. Nihče nam ni znal pojasniti, kaj je inovativno, kaj je drugačno, zakaj je tisto boljše. Vi imate to priložnost, imate platforme, ki jih lahko izkoristite za to, da vaše najbolj divje, nore, bom pravi čuden izraz, perverzne ideje spravite v življenje. Od ideje do izdelka, do storitve je obdobje, je proces. Inovativno razmišljanje, inovativni pristop traja skozi ves ta proces, da se zgodi inovacija. Inovacija je zaključek. Od ideje do izdelka lahko traja 4 tedne, lahko traja 3 leta ali pa 20 let. Vmes se zgodi 1500 zgrešenih poskusov, ki pa niso napaka, ampak so samo znak, da smo en korak bliže končni rešitvi. In biti inovativen je danes v bistvu nekaj normalnega. Brez tega, kako pa naj živimo, če nismo inovativni? Na dogodku so predstavili tudi aktualne inovativne družbene projekte članic Univerze na Primorskem, projekt Famnita in Univerze na Primorskem IAM, pametna tla. Zaznava padce pri starejših. Vgrajeni senzori beležijo dejavnosti, kot so hoja, sedenje in gibanje. Sistem omogoča podporo v domovih za ostarele in drugih ustanovah. Projekt Fakultete za zdravje je mobilna večnamenska izokinetična naprava za ekscentrično vadbo. Ta je namenjena rehabilitaciji mišičnih poškodb in bo namenjena za preventivno in rehabilitacijo mišično-kitnih poškodb. Projekt turistike IoT Podprt trajnostni prehod turizma je namenjen turističnim podjetjem v sektorju nastanitvenih in prehrambenih gostinskih obratov, ki iščejo rešitve za uspešen trajnostni prehod ter raziskovalcem, ki se ukvarjajo z razvojem ukrepov za spodbujanje trajnostnega vedenja turistov oziroma gostov.
TechXR pa je projekt Fakultete za management, ki uvaja tehnologijo XR, kar je virtualna in obogatena resničnost v osnovne in srednje šole s ciljem izboljšanja učnih metod in opolnomočenja učiteljev. UNESCO katedra je projekt Fakultete za humanistične vede, katerega cilj je spodbuditi celjenje družbenih ran obmejne družbe, ki so posledica težkih konfliktov zadnjega stoletja, in spodbuditi strpno sobivanje različnih družbenih skupin. Zadnji projekt, pripovedovanje zgodb pedagoške fakultete, pa ima namen pomagati študentom na način, da z izbrano osebo s posebnimi potrebami in pod vnaprej določenimi smernicami sooblikujejo določeno zgodbo in video gradivo. Kriminalisti Policijske uprave Koper so zaključili preiskavo železniške nesreče, ki se je decembra lani zgodila pri Rakitniku. Ob 9:16 je lokalni potniški vlak na relaciji med Ljubljano in Sežano v nepreglednem kamnitem useku trčil v skupino delavcev slovenskih železnic, ki so na progi izvajali redna vzdrževalna dela. V nesreči sta 2 delavca zaradi hudih poškodb umrla. En delavec je utrpel hude telesne poškodbe, medtem ko je bil en delavec lažje poškodovan. Poleg tega je nastala tudi večja materialna škoda na vlaku in delovni opremi. Potniki na vlaku niso bili poškodovani. Na podlagi vseh zbranih dejstev, vseh ugotovitev in vseh zbranih dokazov je bila zoper 3 fizične osebe, zaposlene v Slovenskih železnicah, podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa po 325. členu in sicer po 2. in 3. odstavku Kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do 8 let. Ogrinc je pojasnil, da je bila raziskava zahtevna, saj preiskave železniških nesreč zahtevajo čas in vključujejo sodelovanje različnih služb. V tem primeru so pridobili tudi poročilo interne komisije slovenskih železnic ter poročilo službe za preiskovanje letalskih, ladijskih in železniških nesreč in incidentov pri Ministrstvu za infrastrukturo. Poleg tega so morali preučiti obsežno interno zakonodajo in pravilnike slovenskih železnic ter druge akte, da so lahko natančno ugotovili dejanski potek dogodkov in odgovornost posameznikov. Ekipa stanovanjskega bloka je včeraj pripravila akcijo pred hotelom Slovenija v Portorožu. Želeli so opozoriti na zaostrovanje stanovanjske krize in pomanjkanje ukrepov, ki bi omejili prevlado kapitalskih interesov in v ospredje postavili potrebe ljudi in pravico do varnega doma. Prvič. Najemniškega trga še v tem mandatu. Zagotoviti je treba sistematično in podrobno spremljanje stanja na najemnem trgu. Ponovno naj se vzpostavi register najemnih pogodb ter kaznuje tiste najemodajalce, ki pogodbe ne ali lažno registrirajo. Vzpostaviti je potrebno jasen standard kakovosti, ki ga morajo najemodajalci zagotavljati, če želijo stanovanje oddajati. Okrepiti je potrebno stanovanjsko inšpekcijo, razširiti njene pristojnosti in vzpostaviti visoke kazni za oddajanje stanovanj na črno ter oddajanje stanovanj, ki ne dosegajo standardov. Omejevanje in regulacija rasti najemnine ter prepoved in sankcioniranje oderuških najemnin. Druga zahteva je, naj se v območjih, kjer je velika potreba po stanovanjih, prepove izkoriščenje stanovanj za kratkoročno oddajo turistom, ter da se regulacija vzpostavi najkasneje do konca aprila 2025. Oddaja v kratkotrajni najem naj bo dovoljena le v nepremičninah, v katerih ima sobodajalec prijavljen svoj naslov. Prav tako so poudarjali inšpekcijo, ki naj se okrepi ter vzpostavi nadzor, ponudnike turističnih namestitev pa naj se zaveže k objavi identifikacijske številke v oglasih. Tretja zahteva je vzpostavitev pravične progresivne obdavčitve stanovanj, ki bo najhuje prizadela prazna in špekulativna stanovanja. Četrtič. Država naj podpira stanovanja, ki so narejena v skladu s potrebami ljudi in ne kapitala.
Vsa primerna stavbna zemljišča naj se z SDH oziroma DSU prenese na javne stanovanjske sklade, ter se tako zaščiti zemljišča pred prodajo, najemnike pa pred izkoriščanjem njihovih stanovanjskih stisk za ustvarjanje dobička in visokih plač nekaj posameznikov. V stanovanjskem zakonu naj se opredeli najemne stanovanjske zadruge z nedeljivim premoženjem kot neprofitne stanovanjske organizacije in se jim omogoči dostop do ugodnosti, kot so pridobitev stavbne pravice po ugodnih pogojih, delna oprostitev komunalnega prispevka in davka od prometa nepremičnin. Sofinanciranje tudi strani države. Stanovanjske zadruge naj se obenem sistemsko zavaruje pred privatizacijo. Najemnike javnih najemnih stanovanj pa naj se vključi v načrtovanje in upravljanje javne stanovanjske preskrbe. Med 13. in 14. novembrom je Gospodarska zbornica Slovenije v Portorožu organizirala posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, na katerem so sodelovale različne nepremičninske firme, interesne in lobistične skupine, stanovanjski skladi in predstavniki ministrstev. Za udeležbo na posvetu je bilo potrebno odšteti 420 evrov. Ekipa Stanovanjski blok je zato poudarila, da stanovanja ne smejo biti predmet vse bolj razširjene kapitalske špekulacije, ampak so osnova za dostojno življenje. Do konca meseca bodo skoraj 100 spomenikov nepremičnine kulturne dediščine v zgodovinskem središču Kopra namestili nove označevalne table. Sodobne oznake vključujejo tudi QR kode, ki bodo omogočale dostop do informacij iz registra kulturne dediščine. Prenovljen pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov iz leta 2021 določa enotno obliko in vsebino oznak za nepremične kulturne spomenike. Te oznake so v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine, njihovo namestitev pa je občina uskladila tudi s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Piran. Trst bo dobil 8. pomol. Tržaško pristanišče je namreč od italijanske vlade dobilo zeleno luč za financiranje gradnje pristaniške infrastrukture na obali pred Škednjem. Iz Rima bo prišlo slabih 207 milijonov evrov, a bo skupna vrednost višja, saj je 109 milijonov že nekaj časa nazaj zagotovila nemška družba HHLA, ki je tudi pobudnica projekta. Nabrežje 8. pomola bo dolgo 860 metrov in široko 100,5 metra. Njegova površina naj bi znašala 88.600 kvadratnih metrov, morsko dno pa bo globoko 17 metrov. Po oceni nemških vlagateljev bi lahko 8. pomol zgradili leta 2029 ali 2030, s tem pa bo tržaško pristanišče povečalo mednarodno konkurenčnost v pomorski povezavi med Evropo in Azijo. Letno bo lahko namreč računal na 1,6 milijona zabojniških enot. Nov projekt bo hkrati vplival na razvoj lokalnega gospodarstva in pripomogel k večji zaposljivosti in povečanju obsega trgovinskih dejavnosti v regiji. Do torka 26. novembra poteka dobrodelna akcija Božiček za en dan. Gre za neprofitni projekt, ki ga v celoti izvajajo prostovoljci z namenom, da v prazničnem času osrečijo otroke in socialno šibkejše starostnike po Sloveniji. Projekt se je začel leta 2012, ko je bilo prvič obdarovanih 225 otrok. Od takrat je akcija hitro rasla in že leto pozneje je zbrala darila za več kot 3700 otrok. V letu 2016 so prostovoljci razširili obdarovanje tudi na socialno šibkejše starostnike. Lani je akcija združila več tisoč ljudi, ki so obdarili kar 13.000 otrok in starostnikov po vsej Sloveniji. Tudi letos lahko darovalci pripravijo darila, ki jih prinesejo na eno od zbirnih mest. V Kopru bo to študentski center Univerze na Primorskem, natančneje prostori Šolp na Čevljarski ulici 27, kjer bodo darila sprejemali vse do 26. novembra. Uradne ure zbirnega mesta so od ponedeljka do petka med 9. in 12. ter 13. in 15. uro. Prvi korak za vse, ki bi želeli postati Božiček za en dan, je registracija na spletni strani. Organizatorji darovalce pozivajo,
dodajo, da darilo shranijo v škatlo za čevlje ali škornje in jo lepo okrasijo. Pri tem je pomembno, da darilo zavijajo tako, da je škatla ločena od pokrova in zavarovana z elastiko, saj bodo prostovoljci vsako darilo pregledali ter odstranili morebitna neprimerna darila, kot so strgana in umazana oblačila ali sveže pecivo, in jih po potrebi dopolnili. Skočimo še na ceste. V ponedeljek so pričeli z obnovo vodovoda na Šaredu, natančneje na območju od naslova Šared 21A do naslova Šared 21E. Zaradi del bo do 30. novembra promet oviran. Gradbena dela pa bodo izvajali tudi na objektu v Gorkjevi ulici 14 v Izoli. V obdobju izvedbe del bo postavljena delna zapora vozišča na Gorkjevi in Volaričevi ulici. V času zapore na Gorkjevi ulici bo zaprt tudi pločnik. Pešci bodo preusmerjeni preko bližnjega parkirišča. Zaradi asfaltiranja bo danes in v soboto zaprt odsek na cesti Bezovica-Hrastovlje. Danes bodo dela potekala od 8. do 17. ure, v soboto pa od 7. do 19. Občina Piran pa je začela s prenovo in širitvijo športnega parka Lucija, zaradi česar bo do zaključka prenove zaprto igrišče za mali nogomet z umetno travo. Predviden čas izvedbe del je 4 mesece. V športnem parku Lucija bodo zgrajene nove športne površine. Poleg prenovljenega igrišča za mali nogomet bo ta vključeval še dodatno nogometno igrišče z umetno travo, 200-metrsko tartansko tekaško stezo, novo opremo za fitnes na prostem ter sodobno osvetlitev igrišč in tekaške steze, kar bo omogočilo varno uporabo tudi v večernih urah. Od danes naprej je za vse voznike obvezna uporaba zimskih gum, ki bo veljala do 15. marca. Pregledali smo nekaj ključnih dejstev o zimskih gumah in njihovi pomembnosti za varno vožnjo v hladnejših mesecih. Zimske gume morajo imeti najmanj 3 mm globine profila, priporočljivo pa 4 mm ali več, saj globina bistveno vpliva na oprijem, zlasti na snegu in ledu. Čeprav celoletne gume združujejo lastnosti letnih in zimskih, v ostrih zimskih razmerah ne nudijo enake varnosti in so primernejše za blage zime. Na Primorskem, kjer so zime milejše, je uporaba zimskih gum zakonsko obvezna, a lahko vozniki kot alternativo uporabijo letne z vsaj 3 mm profilom ter snežne verige. Pomembno je vedeti, da imajo letne gume na snegu ali ledu precej daljšo zavorno pot, včasih tudi 2-krat daljšo kot zimske, kar povečuje tveganje za nesreče. Zimske gume pomagajo tudi zmanjšati obrabo letnih. Čeprav gre za dodatno naložbo, se zaradi večje varnosti in manjše verjetnosti nesreč dolgoročno izplača. Ali se tudi vi ta mesec počutite še posebej leno? Najverjetneje zato, ker je november. Tale video pa letos praznuje 10 let. November je. Za leto 2015 pa nažalost še o tem ne morem govoriti. Pa bo več denarja za to? Nažalost o tem še ne morem govoriti. Zakaj pa je to nerealno, recimo v letu 2014? Zaradi tega, ker je november. November je, ne. Se sredstvo ne da nekako prekazati? Ne da se delati. November je. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Že v soboto 16. novembra se ob 10:30 otroci lahko pridružijo predstavi Afriško sonce v auditoriju Portorož, ki jo prirejata City Teater, BTC in gledališče Malih velikih. Ob 19. uri pa se lahko v Marezigah udeležite Martinovega koncerta z nastopom glasbenega bicikla in Bandit orkestra z Manco Kozlovič. Prav tako ob 19. uri pa lahko v auditoriju Portorož uživate v gledališki komediji Alpski Ranko, v kateri nastopata Ranko Banič in Admir Baltič iz Špas teatra. Večer se bo ob 20. uri nadaljeval v Figa Rock baru v Kopru, kjer bo potekal večer z naslovom Kažemo ti fige, na katerem bo nastopila grunge zasedba Sigbrid, sledil pa ji bo band One Cupcake Away, ki se poslužuje rock psihadelije. Obenem bo ta večer v Hangar baru v Izoli potekal koncert rock zasedbe Sensation, punk rockerjev Curbridgen in indie punk banda Kicks.
Ob 20:30 pa se bo v Centru mladih Koper pričel večer metalske glasbe. Nastopile bodo black death metal zasedba Slugpit, metal doom skupina Clastrum in heavy metalci Alter Era. V sredo 20. novembra ob 18. uri pa vas prav tako Center mladih Koper vabi na predavanje docenta dr. Jana Cigelničkega z naslovom Sanjska diagnoza in terapija v grško-rimski in krščanski antiki, ki bo potekalo v sklopu cikla Svetovi za široko zaprtimi očmi, ki ga organizira kulturno-umetniško društvo Format. Ob 20. uri bo v dvorani svetega Frančiška Asiškega potekal eden izmed koncertnih večerov festivala Šelestenja, na katerem bo tokrat nastopil kultni duo Silence. V četrtek 21. novembra ob 17. uri pa vas Lutkarnica v Kopru vabi na lutkovno predstavo za otroke z naslovom Metuljček in Metuljčica. To bo izvedlo lutkovno gledališče Labirint. Ob 20. pa se lahko odpravite v Center mladih Koper, kjer se obeta 53. večer stand-upa v sklopu Bunge. Tokrat se bodo komiki in komičarke poslužili tudi roast battla. V petek 22. novembra ob 17. pa bo Javni sklad za kulturne dejavnosti gostil fotografsko delavnico v okviru razstave Fotovizije 2024. Ob 19:30 se lahko odpravite v dvorano svetega Frančiška Asiškega v Kopru, kjer bo potekal koncert z naslovom Senca tvojega psa, pri katerem bo Branko Završan interpretiral šansone Žaka Brela. Ob istem času pa se bo v gledališču Tartini v Piranu pričel koncert znane slovenske pop pevke Raven, katero bo tokrat spremljal godalni kvartet. To je bilo iz naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.